Ebola, ki je v Zahodni Afriki zahtevala že več kot 3000 življenj, se širi tudi zunaj Afrike. V Veliki Britaniji in Franciji sta 2 bolnika že okrevala, v Nemčiji sta na opazovanju še 2, v Španiji pa sta 2 osebi umrli. Eno medicinsko sestro pa so sprejeli v bolnišnico. Medicinska sestra Teresa Romero je skrbela za 2 okužena španska misionarja, ki sta se poleti vrnila iz Afrike in umrla. Od njiju se je okužila, dobila visoko vročino in glavobol, zdaj pa pravi, da se počuti bolje. Tereze niso takoj sprejeli v bolnišnico, zato je virus ebole morda prenesla tudi na tiste, s katerimi je bila v stiku, celo na svojega psa Excaliburja, ki so ga zaradi tega, ker se je od nje okužil, uspavali. Proti temu in proti po njihovem mnenju slabo organiziranemu odzivu zdravstvenih delavcev so nekateri Španci protestirali na ulici. Če bi se primer okužbe pojavil tudi v Sloveniji, bi morali takšnega bolnika takoj ločiti od ostalih. Laboratorijska analiza krvi, sline ali bolnikovih izločkov pa bi v približno 3 urah pokazala, ali gre res za virus ebole. Ni nujno, da vsak, ki se okuži z njim, tudi umre. In zakaj je ebola doma ravno v Afriki? Tam virus ebole živi v rastlinojedih netopirjih in divjih živalih in se z njih prenaša na človeka. Pri nas virusa v naravi ni, zato se bolezen ne more razširiti preko živali, lahko pa ob stiku z bolnikom. A naše zdravstvo je dobro pripravljeno na morebitne bolnike, zagotavljajo strokovnjaki in pravijo, da je strah pred ebolo v Sloveniji odveč.